krajši pohodniški pavzi imel sem dolge delovne dni in bil vmes še na enotedenskem potepanju po Toskani, čez za nov kolenogriz in tale danes zagotovo bo. Da sem ujel vse dobre 4 urce spanca, sem izbral turo bližje domu. Grem na Mali Grintavec. S tem sem kar dolgo odlašal, saj nekako vem, da prvi 2/3 vzpona ne bosta najbolj prijetni do doma na Kališču. Gre za vrh v soseščini bolj markantnega Storžiča in pa s pogledom na tisti pravi Grintavec, na najvišji vrh Kamniško-Savinjskih Alp. Za izhodišče sem izbral vas Bašelj, ampak ne spodaj pri športnem igrišču, ampak tule tik pod zadnjimi hišami, kjer je lepo urejeno parkirišče, brezplačno in se tudi takoj začne markirana pešpot, najprej v smeri proti cerkvici Svetega Lavrenca. Za ogrevanje 20 minut vzpona do cerkvice Svetega Lavrenca mimo planinskega doma ni bilo pa zaenkrat še nobene markacije. Sem mislil, da so po tejle poti, je pa zato izvrsten razgled tule izpred cerkvice na Bašelj, na predvor, pravzaprav na večji del Ljubljanske kotline. Kmalu za cerkvico sem našel markacije, nekaj minut naprej pa se je začela vertikala po južnem pobočju Storžiča. Ne grem namreč navzgor po direktni poti proti Kališču, temveč po eni bolj levo, bolj zahodno, direktno pod vrhom Storžiča. Naredil sem 670 višinskih metrov, za mano je 1,5 ure hoje, mislim in upam, da tista najbolj strma na današnji turi. Zdaj sem na razpotju, kjer gre desno pot proti Kališču, proti Bašeljskemu vrhu, levo pa proti planinam Javornik, Velika ter Mala Poljana. Po obeh poteh se gre lahko gor na Storžič, po desni pa na Mali Grintavec, ki je moja današnja destinacija. Za mano je naslednja ura hoje, najprej 45 minut prečenja pod pobočji Storžiča, taka ozka pot, malce izpostavljena, tako da je treba biti previden, in zdaj le še 15 minut vzpona od izvira pod Bašeljskim sedlom. Tam gre sicer markirana pot v desno proti Kališču, ampak sem jo obral kar navzgor po malce teže sledljivi, nemarkirani poti direktno do sedla, kjer pa sem se priključil znova markirani poti iz Kališča na Storžič. Ampak ne grem v levo na Storžič, temveč desno čez Bašeljski vrh na Mali Grintavec, torej najprej malo gor, dol in nato še zadnji današnji vzpon.
Baševski vrh, 15 minut nad sedlom in točno 1000 višincev z izhodišča. Ma pa super klopco, tako da mislim, da bom kar tule naredil pauzo za malico, potem pa me tamle gleda še mali grintavc. Domače borovnice. Dobre so, razgled pa še boljši. Tamle je Storžič, pa greben Košute se zelo lepo vidi s Košutnikovim turnom. Tako na Storžiču kot na turnu sem v prejšnjih letih že bil in enako tudi na Ojstercu, na Hohobirju v zamejski Sloveniji, ki je tamle desno od Košute. Čeprav se mali grintavc s 1813 metri in sosedem, kakršen je Storžič, ne zdi nič posebnega, pa je vseeno kar pravi kondicijski zalogaj. Z Baševskega vrha pa zdajle do samega vrha malega grintavca sem potreboval še dodatnih 40 minut. Je bilo treba kar paziti, mestoma izpostavljena pot, polna šodra, ozka, strma, tako na sestopu z Baševskega vrha kot na tem zadnjem vzponu. Vse skupaj z izhodišča, torej 3 ure 15, 3 ure 30 ter kar 1220 višinskih metrov vzpona. Za nagrado pa razgledi Storžič, Košuta, Hohobir, ki sem jih že omenil. Smer je proti vzhodu, ker zdaj sicer sije sonce in se ne vidi tako lepo, pa grintavc, ta pravi grintavc, najvišji vrh Kamniško-Savinjskih Alp, pa Kokoško sedlo, Kalški greben, Krvavec, tole najbližje pa sta Srednji vrh ter Cijanovca, do katerih se pravzaprav tole tura lahko podaljša, po moji ni niti 1 ura do tja, ampak sam bom to pašparal za kdaj drugič. Zdaj grem dol po najkrajši poti, pod Baševskim vrhom do doma na Kališču, od tega pa po direktni poti na izhodišče. Tudi sestop se kar vleče od koče na Kališču, ki je poleti odprta vse dni v tednu, pa do izhodišča zdajle 1,5 ure, je kar strmo, nič manj kot po levi poti, torej tudi po tej desni poti. Na koncu se znova malce izgubijo markacije, sicer pa je že od samega vrha do Kališča skorajda ura sestopa, taka ozka steza tam pod Baševskim vrhom, da je treba biti kar previden. Celoten krog bi rekel, da pot ni ravno za
prehvaliti. Toliko lepše pa je tako na Bahčevskem vrhu kot na Malem Grintovcu, tako da je bilo vredno iti. Tudi štrudel ni bil slab. Še končna statistika ture. Prehodil sem dobrih 12 km, naredil skoraj 1300 višinskih metrov vzpona in popil 4 litre. Pa bom zdaj le še kakšnega.